All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. Rainbow. All for rainbow. Dobrodošli v All for Rainbow podcastu. Tokrat v tej epizodi je z mano Tom Weber, pesnik, literat, performer. Zdravo. Zdravo, čau. Upam, da nisem kaj spustila. Ne, super. Ja, najlepša hvala za povabilo. Lepo pozdravljeni še iz moje strani. Ja. Mogoče bi začela s vprašanjem, kako se je tvoja pot začela, literarna, ja. Neživljenjska. Neživljenjska. Literarna torej. Ja, mislim, s pisanjem poezije sem se malo bolj resno srečal pred dobrimi 5 leti. Prej kot najstnik in od otrok sem v bistvu pisal predvsem kratke zgodbe. Nekje pri 20 pa sem se začel bolj resno, bolj kontinuirano ukvarjati s pisanjem poezije. Najprej pravzaprav zaradi nekih psihoterapevtske vrednosti, ki jo pisanje poezije omogoča. Pri 20 je bilo to eno tako zelo zanimivo in precej težko pravzaprav obdobje za mene, saj sem se takrat preselil prvič v Ljubljano, veliko bilo enih novih stvari in na nek način sem potreboval nek nov način, neko novo možnost, kako izražati samega sebe. In v bistvu ta nek poseben jezik poezije mi je to dovoljeval se v bistvu izražati na tak način, mi je v bistvu zelo dosti pomenilo. Potem pa sem v bistvu bolj in bolj, ko sem stopil v to literarno sceno, sem spoznaval pesnice in pesnike svoje generacije, smo začeli delati različne projekte, dosti so mi dali različni pesniški slami, mlade rime. Takšne stvari so bile na začetku. Tudi mislim, zelo lepe spomine imam na pesniške olimpijade, ki jih organizira JSKD v dvorcu Bokavje pod mentorstvom mame pesniške olimpijade Barbare Žvirc in mentore delavnic Davida Bedrača. Potem pa pred, 3 leti sem izdal potem svoj pesniški prvenec Točka preloma pri literarni družbi Maribor. Lani decembra pa sem izdal svojo drugo pesniško zbirko pri založbi Škud, zbirki Lambda z naslovom Do tusega gost. Okej, imaš že kar nekaj izkušenj za sabo. Mogoče lahko kar gremo na tvojo najnovejšo knjigo Do tusega gost. Mi lahko malo več poveš o sami knjigi? Ja, vsekakor. Torej, v bistvu, začetek bi mogoče izpostavil, da pravzaprav sam naslov Do tusega gost je povzet po eni predstavi, ki je bila izvedena v SNG Maribor pred nekje 7 leti. To je bil en taki zanimiv avtorsko-raziskovalni projekt igralcev Nataše Matjašič Rošker, Davorja Herge in Branka Jordana. In v bistvu ta predstava mi je dala pač kot igralcu, kot pesniku, kot ustvarjalcu ful enih zanimivih razmislekov, kako v bistvu in zakaj ustvarjati pravzaprav. Tako da se mi je zdelo se mi je pravzaprav zanimivo, da poimenujem svojo pesniško zbirko po tem, ker mi je sama predstava mi je nudila tako veliko inspiracijo v bistvu. In kaj naj rečem, v bistvu že nekaj let hodim na pesniške delavnice k Brantu Mozetiču in v bistvu potem so se nekaj začela dogovarjati o možnosti izdaje in potem v bistvu je res decembra lani pa sem res izdala to knjigo skupaj. O njej je seveda urednik, jaz sem avtor. Kaj naj rečem o sami knjigi?
V bistvu meni pri samem ustvarjanju pesniških zbirk mi je v bistvu dosti bolj zanimivo mi je ustvariti nek taki zanimiv kolaž in preplet samih pesniških slogov in tematik, bolj kot neko homogeno pesniško deželo, govorico. Tako da v bistvu sem se tudi pri tej pesniški zbirki sem želel ustvariti nek kolaž in v bistvu lahko zdaj rečem, da je to res ena taka na nek način krpanka estetike grdega, družbene kritike, homoerotike, dosti različnih poetik v bistvu se zliva v samo pesniško zbirko. Mogoče lahko tudi izkoristi ima priložnost pa prebereš kaj. In morda ne bi razumel, da čeprav hodiva po istih cestah, dihava isti zrak, jaz raje držim za roko njega in poljubljam njegove ustnice. Morda ne bi razumel, da so mi ljubša njegova kolena in lica kot njena. In čeprav živiva v isti ulici, pod isto streho, jaz raje gledam v njegovo okno, ko z jasnimi očmi sanja o prihodnosti. Super. Zanima me tudi, omenil si Škuc Lamta in delavnice, ki jih vodi Brane Mozetič. Kakšna se ti zdi literarna scena, še posebej LGBTIQ+ literarna scena v Sloveniji? Mislim, kaj naj rečem, jaz sem začel v bistvu se bolj aktivno vpletati skozi pisanje in tudi urednikovanje v zadnjem času literarno sceno pred dobrimi 5 leti, tako da, ne vem, moje razumevanje in poznavanje same scene tudi ni tako zelo izčrpno in popolno. Vsekakor pa se mi zdi, da seveda dogaja se, bi pa rekel, da je vsekakor zaznati močno centralizacijo. Zagotovo, mislim, tako kot si prej omenila, torej v bistvu obstaja torej založba Škuc, pod katero sta zbirki Lambda in Visibilia, ki se ukvarjata z izdajo različnih pesniških, proznih in tudi kakih drugih literarnih del LGBTQ avtoric in avtorjev. Potem vsekakor takšne delavnice, ki jih vodi Brane Mozetič, Živa književnost, ki se dogaja tudi v sklopu Škuca poleti, to je en taki literarni festival, ki se pač tudi med drugim ukvarja z LGBTQ literaturo. Tako da vsekakor nekaj se dogaja, ampak po drugi strani pa tako razmišljam, te nalepke, te oznake so pač tudi en taki dvorezen meč, ne? Ker mislim, LGBTQ avtorji seveda nismo primorani izdati svoj del samo pri Škucu, ne? Ampak seveda lahko s svojimi deli smo zastopani tudi po drugih založbah, ki mogoče nimajo tega predznaka LGBTQ. In to se jaz pravzaprav tudi želim za prihodnost slovenske LGBTQ scene in na splošno umetniške literarne scene, da mogoče malo premislimo pomembnost, pluse in minuse teh označb, ker vsekakor nudijo te označbe, nalepke torej, nek varen prostor in vidnost, ki so seveda izjemno pomembni, sploh za Slovenijo, ker Slovenija vsekakor še vedno živimo v heteronormativnih državi.
Mislim, želela pa bi si mogoče res, sicer to se popolnoma zavedam, da je to zelo naivna ideja, ampak v bistvu, da bi res tako izstopili iz tega nekega heteronormativa, da v bistvu sploh ne bi razmišljali, da je pač normalno, da je nekdo straight, ne, ampak da bi to prišlo v našo zavest, ne, da je prav ta raznovrstnost, ne, normalna, ne, da je pač normalno, da imamo različne spolne usmerjenosti, ne, in potem lahko se pač to tudi naveže pač na samo produkcijo pač umetniških projektov. Imaš mogoče ti avtorja, avtorico, ki ga najraje bereš? Ja, vsekakor v samem začetku svojega literarnega ustvarjanja mi je bila zelo všeč, mislim, mi je še vedno všeč Ana Svetelj. Zelo rad prebiram dela Katarine Gomboc-Čeh, Esada Babačiča, Ljuza Krajšek, Špela Setničar, ta moja nekako generacija mi je v bistvu zelo pri srcu, ker se pravzaprav ukvarjamo z nekimi podobnimi temami. Fajn. Mogoče za na konec bi te še vprašala, kje lahko poslušalke in poslušalci kupijo, dobijo to knjigo novo, Da tu sega gozd? Ja, vsekakor. Torej, v bistvu možno je samo knjigo kupiti po različnih mladinskih knjigah po Sloveniji. Na voljo si je sposoditi jo tudi po različnih knjižnicah po Sloveniji, pa mislim, da tudi na spletni strani založbe Škuc in na spletni strani MK in še nekaj tretjega, Buče, tako na teh treh različnih portalih. Pa se mi zdi tudi res fajn, da je na voljo tudi v knjižnici. Ja, izjemno sem, da mi je to tudi omogočeno. Bralna kultura se mi na splošno zdi zelo pomembna in vsekakor so knjižnice tisti temelj bralne kulture. Ja, midva sva se približala koncu, tako da mogoče te vabim, da še kakšno pesem prebereš iz zbirke, pa lahko bolj zaključimo. Vsekakor. Poletje v odhajanju. Ker veš, da ne maram govoriti o svojih občutkih, še posebej o teh, ki si jih deliva. In zmeraj zastane dih, ko začneš pripovedovati o svojih bivših, o njihovih bicepsih, tetoviranih presredkih in brezmadežnih ritnih luknjah. Kako ste po še eni izmed tistih meh predstav v drami ukradli v rožmarino palmova drevesa in jih ob 5 zjutraj metali v Dravo, ko z mojim prstom drsiš po zemljevidu in govoriš o bajnih nočeh z ljubimci brez imen, včasih brez obrazov. Kako da maraš besede moj, saj si nikogar ne želiš lastiti, saj ni tvoj čevelj ali nahrbtnik. Skomigneš, 2 telesi sta trčili drugo ob drugo in za ta čudež ne obstaja prava beseda. Super. All for Rainbow podcast se na tem mestu poslavlja. Hvala, Tom, da si bil moj gost. Hvala tebi, hvala za povabilo. Tako da ja, se slišimo v naslednji epizodi. Adijo! All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow! All for rainbow. All for rainbow.